Inštitut dr. Jožeta Pučnika je ob 20-letnici ustanovitve demokratične opozicije Demos pripravil mednarodno konferenco. Naslov konference je bil 20 let pozneje, zgodovinarji in številni akteri tedanjega dogajanja pa so osvetlili tedanje dogodke. Pripravili so tudi posebno slavnostno akademijo ob 20-letnici Demosa. Kamničani pa smo lahko še posebej ponosni, ker je bil med nosilci tedanjih sprememb tudi France Tomšič. Kamničan France Tomšič, ki ga nekateri primerjajo celo z Lechom Valenso, je namreč v času litostrojske stavke decembra 1987 prvič postavil zahteve po večstrankarskem sistemu. Kako pa se ustanovitve Demosa na Kamniškem spominja eden najtesnejših sodelavcev Franceta Tomšiča, Igor Podbrežnik? Demos na Kamniškem se je ustanovil pravzaprav v istem času, kot pa se je to ustanovilo v Ljubljani, sicer bil je nek kratek zamik, vendar moramo opozoriti na eno pomembno dejstvo. Takrat smo rekli sledeče, da za ustanovitev Demosa na lokalnem nivoju je dovolj, da sta ustanovljena dva občinska odbora, dveh strank, in v Kamniku smo imeli že leta 1988 ustanovljeno Slovensko kmečko zvezo na Tuhinjskem, torej za Tuhinjsko dolino, in pa občinski odbor Socialdemokratske zveze je bil ustanovljen 20. maja 1989 leta, tako da sva z gospodom Hočevarjem, predsednikom Slovenske kmečke zveze, se že v decembru mesecu dogovorila, da to ustanovimo. Vendar je bilo moje mnenje tako, da ni dovolj, da samo mi, torej nas dva skupaj z našimi člani to ustanovimo, ampak je bil moj interes ta, da mi dva pomagava ustanoviti še ostale občinske odbore, in tako je v začetku januarja potekala akcija, ki sem jo osebno vodil, in sicer najprej so bili ustanovljeni Slovenski krščanski demokrati, potem ustanovljena je bil odbor Zelenih Slovenije in pa iniciativni odbor Slovenske demokratične zveze, in potem 16. januarja smo imeli skupni sestanek in takrat je bil ustanovljen Demos na Kamniškem. To je bilo leta 1990. To je bilo leta 1990. Kakšne so pa povezave med vodstvom organiziranja Demosa na Kamniškem in v Sloveniji? Ključna osebnost pri obeh nastankih je bil seveda tudi France Tomšič. No, pogledajte, situacija je taka, da so bila tako Tone Hočevar kot jaz tudi člana vodstv, najvišjih vodstv obeh strank, ki sem jih prej omenil, tako da pravzaprav jaz nisem ustanavljal v občini Kamnik, ampak mi smo pravzaprav poskušali ustanoviti na celotnem območju od Save pa do Avstrije, se temu reče, torej na Kamniškem. In zdaj vprašanje v zvezi z gospodom Francetom. Torej mislim, da tudi na današnjem simpoziju je bilo se strani dr. Zvera zelo jasno povedano. Socialdemokratska zveza je prodrla torej na področje partije in bilo je v Kamniku potem več volitev, na katere volilni rezultati so jasno pokazali, bi rekel, to, kar sva midva s Francetom nekje v Kamniku načrtovala. In tudi to se ni dogajalo samo v Kamniku, ampak še v drugih krajih naše Slovenije. Torej, mi smo poskušali organizirati delavstvo. No, in iz tega je šlo tudi to, da se je France že zelo zgodaj odločil tudi za to, da ustanovimo, in ravno v tem hotelu, ko smo danes, je bil ustanovljen iniciativni odbor torej neodvisnosti sindikata, ki ga je potem France vodil 2 leti. Zdaj to razmišljanje, te usporednice med Francetom Tomšičem in pa Lechom Valensom, mislim, da so upravičene. Sicer Poljska kot velik narod z popolnoma drugačno zgodovino in pa Slovenija
že spet z neko drugo zgodovino, seveda tukaj ne moramo vseh paralelnih zvleči, vendar France je že z organizacijo litostrojskega štrajka, na katerem je javno povedal, da je potrebno ustanoviti socialdemokratsko stranko. Namreč to pomeni stranko, ki ima v svojem programu delojemalce. In mi smo se potem trudili praktično leta 87 naprej, da bi do te stranke prišli. Pot je bila težka, ovire so bile velike, predvsem zaradi tega, ker je dejansko, to se kaže zdaj, ko gledamo nazaj 20 let, ko pravzaprav vidimo tudi ostale bivše socialistične države, naprimer Bolgarija, Romunija in tako dalje, da so se komunistične partije enostavno prelevile v socialdemokratske stranke in so jih kot take potem tudi priznali v socialistični internacionali.